Ne vem, če se zavedate, simbolizma je okoli nas veliko. Ampak nažalost vas ta ne podpira v ljubezni do sebe, ne podpira k uspehu, ampak vas podpira v vaših strahovih, v vaši žalosti, v vašem občutku krivdo, v vaši jezi. Podpira vas tam, kjer ima to popolne smisel. Na drugi strani pa so moji simboli tisti, ki ženskam prinašajo visoke vibracije ljubezni in pa čisto žensko božansko esenco. Ja, simboli. Urška Trampuš. Urška Trampuš, ne Urša, ne? Ja, Urška. A veš, nekaj sem se naučil v študentskih letih, ne? Ja. Da te poimenujemo Urška, ne Urša. Ja. Ja. V glavnem, hvala lepa za povabilo v tvoj studio, ne? Tokrat malo izjeme. Ja, sprav sem se jaz mogel premakniti iz zelo glasnih Moravč v šempetrske kraje. Ja. Je tako? Obmejne, ne? Obmejne, ja. In sem bil že kar malo v škripcih, a bom najdel ali ne bom najdel, ne? Ja. Ker so vse nekje razkopali in tako naprej. Dolg sem rabo, ja. Veš, to je pa štajerska avtocesta, zjutraj, če štartaš iz Lukovce, se zabaš v Lukovci, pa si... Tega vi tukaj ne poznamo. Tega vi tukaj ne poznate. Skratka, res, lepo te je videti, pa res sem vesel, da nam je ratalo. Najdete termin, jaz vem, da si izjemno zaposlena. Ženska, poslovna ženska, mama in še, a ne? Zdaj bo pa probalo malo razbrskati, kaj to vse je, a ne? Pa ne vem, fajn je, če za začetek poveva, da sva v bistvu sošolca bila na ekonomski fakulteti, a je tako? Zdaj, koliko sva zadela s tem študijem, je popolnoma druga zgodba, ampak evo, smo se pa spoznali, ne? In od takrat naprej ohranjamo stike in hvala Bogu, da je tako. Zanimivo, ja. Tako da lahko začneva mogoče v štartu, no? Da vidim, če se ta zgodba kaj povezuje z mojo. Kako si se znajla na študiju ekonomije? Jaz nisem imela dosti izbire, ne, to je izbral moj oče, ne. Žal nisem bila dovolj odločna, da bi mu rekla ne, ker sem že takrat hotela malo bolj v umetniške vode, ne. Ampak je rekel, da svobodna umetnica ne bom in mi je izbral to fakulteto in na koncu, ja. Sem jo izbrala tudi jaz. Ja. Tako je. Pa je šlo, ne? Pa je šlo, pa smo jo naredili, pa smo diplomirali, ne, pa smo dovolj tisti papir. Pa smo naredili poslovni načrt, pa vse. Vse od statistike do vse. Ja, samo, ne, vsak je imel svoj del, ne, ampak smo. Ja, res je. Tako da jaz imam tak občutek, da se pri temu delu tvojega življenja ne bova toliko dolgo zadrževala, ne, pri ekonomski fakulteti, ker nima smisla, ne. Ker je dejstvo, da si se ti tako in drugače ves čas iskala, pa ne znotraj ekonomskih vod, ampak v čisto drugih zadevah. Daj povej, kaj se je naprej dogajalo po zaključku ekonomske fakultete s tabo. Po zaključku ekonomske fakultete... Kaj vse si odkrivala? Ja, preselila sem se v Italijo, takrat zaradi ljubezni. Takrat sem imela, 24 let, ja. In nekaj časa sem delala z Italijani, bolj v marketingu in v prodaji. No, potem pa sem izgubila mojega očeta, je imel bolezen in ob njegovi izgubi sem spoznala drug svet, ki me je totalno, bom rekla, na nek način raztresel, po drugi strani mi je odprl nove dimenzije, gledanje na življenje, na sebe, na ljubezen in takrat se je začela v bistvu tista prava pot nazaj k sebi. In kakšni so bili, ne vem, mogoče prve metode tega poznavanja, so bile to, ne vem, če si bila do takrat odprta za eno sorto literature, je pa kar naenkrat bila ena druga sorta literature,
Ja, dejansko res. zanimiva ker te res zate. duša pokliče v knjižnico in ti zbere knjigo. Ne? Dejansko si na nek način voden, da začneš brati in gledati druge stvari in drugače dojemati vse. In res se ti odpre neka nova dimenzija. Ne? Jaz sem tudi opazila, da smo po plasteh narejeni in manj plasti, kar imamo, bolj smo na nek način subtilni in bolj smo vse, bolj smo v srcu. Ne? Se pravi, očitno jaz to izgubo sem doživela kar nekaj teh padcev teh plasti zaščite in da sem potem lahko dostopala tudi do drugih dimenzij in začela v bistvu poslušati sebe in svojo intuicijo. To je tisto, kar prej nisem znala, ne? Ker prej so v bistvu vse delali drugi namesto mene, tudi šolo izbrali. Se pravi, literatura recimo temu je odprla en portal do tega, Ja, dobesedno. do tega Ja, ker samoraziskovanja. nekaj čutiš, vsi te neumno gledajo, vsi te imajo za malo noro, ne, ti imaš depresijo, ti si zmešana, nekaj se s tabo čudnega dogaja. V bistvu ta literatura ti pa sam potrdi tisto, kar ti čutiš. Se pravi, da nisi edini, ki to čuti in vidi in razumeva na drugačen način, ne, da nisi sam in knjiga tukaj te res objame v tej varnosti. Okay. Se pravi, potolažite. seveda, ne, nisi sam, veš, da je še nekdo tako čutil, tako videl in s tem se ti samo odpre ta nova pot, naš drugega v bistvu praktično. Z varnostjo greš v novo pot in z nekim prepričanjem, da je to. Pa si se na tej točki mogoče oprla na koga, na ljudi mogoče, ki vejo več o tem ali pa več čutijo v zvezi s temi zadevami. Kako je to izgledalo? Na svoji novi poti sem potem spoznavala nove ljudi, nove učitelje, nove prijatelje, ljudi, ki so me v tem podprli, ker brez tega ne greš naprej. Pač ostajaš mogoče s starimi ljudmi, ki te vlečejo nazaj v stare načine delovanja in razmišljanja in gledanja na življenje, ampak ti pa si pripravljen na nekaj novega. In če si pripravljen na nekaj novega, dobiš nove učitelje. In tako deluje v bistvu naše življenje. Ne? Vedno znova dobimo nove vodnike, ne? In angele in tudi nove učitelje. Se pravi, na eni točki, kaj si rekla, da še sama poskusiš izvajati lastno prakso, ukvarjanje potem je se s bilo pa temi tako, ne, en tečaj, subtilnimi drugi energijami. tečaj, bom rekla certifikatov milijon. Potem sem začela pisati članke. To je bilo v bistvu 15 let nazaj in ljudje so me začeli iskati, ker so ljudje začutili, da imajo iste težave in da je končno nekdo, ki jih razume. Se pravi, to je meni dala knjiga, jaz sem pa to dala drugim. To razumevanje in ta občutek, da niso sami v tem, kar doživljajo. In sem potem začela delati kot terapevt, voditeljica meditacije, z lastno vadbo sem začela. Se ti upravičujem, a je bilo to vzporedno s to zaposlitvijo, ki si jo imela po študiju, ali je bilo to že potem čist samostojna pot? Ne, to je bilo v bistvu po poroki in po rojstvu drugega otroka. V bistvu. Takrat se je pa zgodilo nekaj zelo zanimivega. Otrok ti da energijo brezpogojne ljubezni. In ta energija te podpira v čist novih pogledih na vse. Ne, to je pa tista pika na i, ki jo dobiš in ta energija te tako motivira od znotraj in tako osvetljuje na nek način tvoje lepote, tvoje duše in na drugi strani pa tvojo temo. Ne. Ampak ti pokaže res tisto tvoje poslanstvo. In v meni se je to zgodilo. Ta energija brezpogojne ljubezni me je popolnoma zbudila. No. Tako da po drugem otroku sem potem začela intenzivno delati z ljudmi. Sem imela en prostor v Šempetru, drugega v Ljubljani in potem v bistvu. In se v tej smeri razvijala, spoznavala spet nove ljudi in izvedela, da si v bistvu na pravi poti. Ne? Ja. Kaj pa pol? Potem pa so na koncu prišli simboli. In sem razumela, jaz sem zagledala simbol, sem ga potem računalniško obdelala, da je izgledal malo lepši. In sem se spraševala, kaj bom jaz naredila s temi simboli. In tekom mojih terapij sem jaz spoznala... Kdaj je bilo pa to, tako da malo umestva v en časovnem okviru se skupaj? 3 leta nazaj. Še mogoče 2 leti in pol, kaj tasga. Ja. To je bilo pa zdaj prekrat. In to je pa zdaj tisto pravo poslanstvo. Ne? To je pa zdaj tisti zadnji koraki nazaj k sebi. Ne? Ko res si pa že toliko čist, da zdaj si pa pripravljen na svoje poslanstvo. Ne? Zdaj ti pa dajo to moč, ker prej ti jo ne bojo dali, ne? Ker nisi... Si jo moraš zaslužiti. Si jo moraš zaslužiti. Ja, moraš dokazati, da si dosleden, da si res... Pa traja, ne? Se pravi, če tako pogledaš od tistega štarta, a ne? Ja. Recimo nova knjiga iz policije v knjižnici pa do tega 15 let.
Tako, za by the way. Ja, seveda, ja. Seveda, ja. To je pot iskanja sebe, ne. Ampak jaz sem lahko srečna, da sem to doživela v 15 letih, ker nekateri tega ne doživijo v parih življenjih, ne. In to zame še zmeri blagoslov in še zmeri srečo in sem hvaležna, tudi če je bilo 15 let, ne. Mogoče nekateri to doživijo v 4-5 letih, jaz sem pač rabila več, ampak sem pa prišla do tega in ne glede na cilj, tudi pot je bila na nek način zanimiva, lepa, ne. In sem jih hvaležna, ki me je pripeljala do kjer sem, ne, do pravi Urške. Ok, se pravi, da so pri simbolih, ne? Ali znakih, simbolih se reče. Ja, eni pravijo znaki, eni pravijo. Zame so to simbolčke pač, ne, visokih dimenzij, bom rekla, jaz, ne. Ker do zdaj poznamo, v bistvu v svetu geometrijo poznamo določen simbolizem, bom rekla, elit in ljudi, ki nas vodijo, ki ima zelo nizke vibracije, ne. No, na drugi strani je sveta geometrija energija oziroma simbolizem visokih vibracij, ki jo dobimo v naravi, ne. No, moji simboli pa imajo mogoče tukaj še malenkost višjo frekvenco, no. Je pa prav tista energija brezpogojne ljubezni, prav svetloba. In kako si dubla to idejo, kam umestiti te simbole, oziroma na kak način jih izraziti, pa prek njih verjetno tudi sebe, ne? Ja, to, kar ti si. Seveda. Delala sem večinoma ženskami. Ženske so moja strast, ne. Moja ljubezen ne na ta način, ne. Ljubim moške. Kar razlož. V glavnem, ženske so zame kraljice, že od nekdaj. Jaz sem tako rada imela ženske, tako občudovala sem jih, no. In tekom mojih terapij sem jaz spoznala, da imamo ženske kar nekaj takih težav. Večinoma, ne, zdaj ne vse, ne to čutijo, ene ne. Kot prvo, se ne znamo postaviti na prvo mesto, ne. Kot drugo, imamo zelo, zelo malo ljubezni do sebe in kot tretjo delujemo iz moške energije. In si v bistvu tukaj blokiramo dostop do ženske energije in vseh njenih lastnosti, kot je senzualnost, srčnost, toplina, mehkoba, delovanje preko intuicije, vse notranje talente, sposobnosti, moči, vse to imamo blokirano, dokler smo mi v moški energiji, ne. In ko sem jaz tekom dela na sebi v bistvu skoraj 20 letih prišla do te svoje ženske energije in ko jaz to danes živim, in ko sem res ena sama senzualnost, tudi tako sama sabo, vem, da je to nekaj, kar danes rabi vsaka ženska. In prav energija brezpogojne ljubezni, ki jo jaz dajem preko mojih modnih kosov, žensko prebuja prav v tej lepoti. Prav tukaj ji osvetli te najlepše delčke njene duše in njene kot esence, kot ženske esence. In vedno rada rečem, naslednji korak evolucije je prav vsaka ženska na svojem pravem mestu. To vedno rečem. Ni več, da svet stoji na otrocih, svet stoji zdaj na ženskah, dobesedno. In samo mi lahko zdaj ta svet pripeljemo na eno srčno dimenzijo, ne. Ker 3000 let moške vladavine je naredilo, kar je naredilo, ne. Zdaj smo pa na vrsti. Se pravi, omenila si modne kose, se pravi, so najdeli simboli pot do... Simboli so najdeli pot do v bistvu modnega dodatka. Okay. Ali pa obleke, ali pa nakita. Nekaj od tega je tule zadnji. Ja, simbol spremenimo v bistvu dejansko vzorec za površine, tako da ta vzorec bi lahko šel tudi na zavese ali pa na tepih, ne. Ampak jaz sem zbrala pač modo, ker to ljubezen do mode mi je dala moja mama, no, ker imam rada modo in ker bom rekla, sem tukaj zadela na nek način neko tržno nišo, ker ne obstajajo modni trendi z visokimi vibracijami. Poznamo neko zen fashion, ki pa ne daje tistega, kar ženska rabi, ne, pač jo ne naredi še lepšo. Deva to umestiti v eno poslovno pot ali pa en level te poslovne evolucije tvoje, ne? Ja. Kje se zdaj nahajaš? Zdaj se nahajam med tem, da iz v bistvu Urške, ki je bila terapeutka in ki je v glavnem svetovala in pomagala ljudem in vodila meditacije in jih posnela več kot 800 in tudi prodala, da pridem v to biznis Urško, da pač jaz tukaj zadevo res obrnem pač v posel, da v bistvu ta moja energija doseže čim več ljudi. Jaz kot terapeut, kot bom rekla, ena na ena terapeut, če lahko temu tako rečem, kar sem do zdaj delala, ne morem doseči veliko ljudi. Moja energija v modnih kosih, ki se jih proda lahko 1000 v enem mesecu, pa doseže ogromno žensk. In to je zdaj moj cilj, da pač moja energija, ta svetloba, ta energija brezpogojne ljubezni pride med čim več žensk. In zato se tudi nahajava danes ta moment, kje se nahajava v...
v mojem ustvarjalnem studiu. Ne? Točno to je. Ja. Tukaj se vse dogaja, ne? Tukaj se zgodijo tisti čarobni aha momenti in vse risanje, vse šivanje, vse. Se pravi, bomo o Urški, oziroma ime je Urši, ne? Urši, ja. Ja, bomo še veliko slišala. Ja, definitivno. Bom kar težila. Cool. Ja. Da mi pa povej, da smo obdelala v bistvu le koliko na hitro smo obdelala pot od študijskih let do trenutnega stanja v sklopu tvoje biznis poti. Da mi pa povej, s čim se pa Urška ukvarja v prostem času. Urška. Kaj dela, da sprosti dušo, telo, duha? Jaz sem predvsem mamica. Zelo. Imam 2 fantka, 2 najstnika že, ki sta moja največja sreča in moj največji ponos, ker sta oba taka srečna in zadovoljna in bom rekla zelo zavedna človeka. Ne? Pač vzgajamo ljudi, ne zareči, vzgajamo res, ne? To je velika odgovornost. In jaz sem to vzela ful zares. Jaz sem bila tukaj res zavedna mama in sem res sebe dala na pravo mesto tudi zato, da ne predajam svoje strahove. Meni se je zdelo to strašno pomembno, ker jaz vem, koliko vsega sem dobila od mojih staršev in drugih prednikov. No, drugače sem pa tudi voditeljica aerobike in pilate, sem imam čisto svojo vadbo. V bistvu gre seveda spet za vadbo zdravilne narave, kjer v glavnem predihujemo tudi po čakrah, telovadimo, dajemo namere, vizualiziramo in na koncu v bistvu z eno čudovito meditacijo zaključimo 1 uro tega druženja, bom rekla, ženskega. Ne? In drugače pa v prostem času zelo rada delam jogo, sem zaljubljena v jogo. Rada grem v naravo in rada plešem in pojem. Zelo rada pojem, tudi sem pianistka, imam tudi svoje komade že. To je tudi en del zgodbe, ki še prihaja. Ja. Če tega ni na tvojem dnevnem redu ali pa tedenskem redu, se pol malo... Spraznim. Ja, se pravi, če sem preveč v poslu, če sem preveč v papirjih, se praznim. Ne? Polni me prav ta moja umetniška, petje, ples, glasba, ustvarjanje, risanje, vse to. In tudi gibanje. Tudi senzualno gibanje, recimo, kakšen belly dance, kaj tazga. To ženske danes zelo rabimo. Ja. Ponovadi vsakogar vprašam na vročem stolu za kakšno knjižno priporočilo. Da glede na to, da so s knjigom v bistvu začela. Ti si že objavil svojo knjigo. Jaz bom mojo hmalu, upam, ne, tako da jaz bom svojo priporočila. Poleg teh dveh. Bom rekla tako, da me zadnje čase ne navduši več nobena knjiga. Res, sem iskrena, kruto iskrena, ker pač ne vem, nekako se učim slediti svojemu srcu, svoje resnici, je pa knjig, ki bi jih jaz priporočala ogromno. Od karmične diagnostike, recimo Marjano Gorevc, mislim, z njegove knjige sem dobesedno pojedla. Potem o kvantni fiziki, recimo, jaz sem zaljubljena v kvantno fiziko, tudi ful veliko knjig, bi težko rekla, kjera je tista ta prava, ne. Ampak knjiga te pokliče. Jaz ne moram zareči, ti už pa to knjigo prebral, knjiga te pokliče in ka si na njo pripravljen. Tako kot dober terapevt ali pa dober učitelj ali pa dober coach. Pač učitelj pride, ko učenec pripravljen. Ja. Tako si je treba v šesa spucati, da slišiš, ne? Valjda. Tudi v šestne čakre je treba naviti, Povej še eno splošno vodilo, ki ga sama pogosto uporabljaš, ali pa kar na dnevni bazi, ali pa mogoče tudi neko mantro, da je reči. Mantro? Kakšno pozitivno misel, ki te zbudi zjutraj iz posle, tudi če ti ni mogoče kdaj najbolj do tega. Ne, zjutraj me zbudi sem kava. Misel na kavo, ki se ji še zmeri ne moramo odpovedati. Ne. Po kavi pa pride ponovadi kakšna dobra meditacija, ki si jo prvoščam. Prav dobra glasba in grem v srce in tam začutam sam to ljubezen, energijo to ljubezni, v bistvu se dam na pravo frekvenco že zjutraj. In potem si pa večkrat v dnevu povem, da v vsakem trenutku izbiram sebe. Ker sem moja največja naloga je bila, da sem zmeri dajala prednost drugim, nikoli nisem znala sebe dati na prvo mesto, nikoli nisem znala sebe poslušati do te mere, da bi res lahko rekla, ne, postavila meje, izbirala zmeri sebe, tako da v vsakem trenutku izbiram sebe. Prav, to še nisem slišal, pa je zelo profound. Simple, tako ne, tako. Mogoče je tole, Urška, idealen čas, da
Ne? Ja. Se še enkrat zahvalim za tole kratko debato. Ja, hvala tebi, David. In nadaljujeva prihodnič, ne bo to zadnja. Ne. So pa kle neki let prebila, se mi zdi, prav na tak fin način. Ja, se bila šla še naprej. Ne? Ja, bilo šla, pa tudi bo šla, ampak daj bo to kot en teaser. Ja, Okay? ok, cool. Važi. Ful ti hvala. Ponovadi se tole, a veš, šuno, sam imamo toliko težav pol s temi mikrofoni, tako da... Mi dva z Davidom se objavljamo ponovadi, tako da v redu. Hvala ti. Ja. Hvala tebi. Čau.